Silijo nas pa delamo po hipokritskih standardih. To pomeni, da recimo ravno to, že stalno se reče, bodo ljudje ostali brez zdravnika, in ko smo se pred 2 leti pogajali, je celo bil stavek strani vlade, da če bo na določenem območju ostal samo en zdravnik, ne sme odklanjati pacientov, potem pa se lahko vprašate sami v praksi, to, kar sem tudi takrat rekel. Če bom jaz ostal sam in bom recimo karikiram, 10 000 pacientov imel, oni mene na papirju bodo imeli. Kako bo pa z dostopnostjo do mene, pa se lahko sami vprašate. In nam ravno to prekipeva, da se stalno to nekako daje ven, ne da bi se kaj naredilo v 2 letih, da bi stvari šle na bolje. Mi smo pripravljeni bili ravno ti famozni načrti, ki naj bi se naredili, da bi se v 5 letih stvari vsaj nekako izboljšale. Smo takrat bili pripravljeni, da potrpimo, ker že toliko let delamo več. Zdaj pa vidimo v primarju, da stvari se ne izboljšuje in je treba ukrepati. Zdaj ukrepi so grdi, boleči, neprijazni, ampak po eni strani moramo tudi biti ravno to odgovorni. Če na koncu vidiš, da za paciente gre tudi na slabše, tako kot je zdaj, pa s temi normativi, ki jih zavarovalnica že leta in leta uveljavlja, potem pa moraš pa reči, da tudi za paciente to ne gre in da potem je treba iskati druge poti. In mi ne vidimo ravno to, da bi zavarovalnica... Poglejte, zakaj sem rekel hipokritsko? Lani so sami zapisali v splošni dogovor, da je 1250, ko lahko odklanjaš. Ampak obenem se sililo zdravnike, da lahko odklanjajo ko dosežejo povprečje v državi. To pomeni, imajo že sami dvojno merilo. Nekaj zapišejo v splošni dogovor, ampak v praksi izvajajo drugo. In to ne gre. In enkrat je treba reči, da je dosti. Potem bi pa samo še opozoril ob tej akciji družinskih zdravnikov, da na primarju smo tudi pediatri pa šolski zdravniki, ki smo enaki v stiski in recimo, če jaz nimam kam poslati mojih odraslih pacientov, potem naj pa bi pa sprejemal otroka. To pomeni, da se bo meni ta glavarina v nedogled dvigovala. Tako da problemi so ni samo v družinski medicini, ampak na splošno v primarnem zdravstvu. In tu jaz mislim, da ravno to. Minister je rekel v sredo, da zdravstvena zavarovalnica je avtonomna. Lahko je avtonomna, ampak se mora začeti obnašati odgovorno. Do pacientov tudi. Ne samo govoriti, da jim je do pacientov, ampak v praksi ne naredijo potez, ki bi v prihodnosti pomenile boljšo dostopnost do zdravnika.